Pri srčnem popuščanju je zdravljenje povezano predvsem s tem, katera stopnja bolezni je prisotna. Se pravi, v začetnem delu je bistvenega pomena, da se bolnik redno telesno vadi, se izogiba dejavnikom tveganja in seveda prične z zdravljenjem zdravili. Če v tej fazi ta zdravila jemlje redno, se v največjih primerih zgodi, da to srčno popuščanje ne napreduje in ob ustrezni komplianci, se pravi ob ustreznem merjenju krvnega tlaka, telesne teže, je lahko ta bolezen stabilna vrsto let in sploh ne pride do napredovanja, se pravi ne pride do tiste faze, ki je povezana s slabo prognozo. Zato je to še enkrat zelo pomembno, da se recimo po dogovoru z zdravnikom jemlje določena shema zdravil, tudi potem, ko že pride do izboljšanja, se pravi, ko že je stanje stabilno in imajo bolniki tipično manj težav in zaradi tega tudi včasih se zdi, da bi radi kakšno zdravljenje opustili, je potrebno to zdravljenje nadaljevati in tudi nadaljevati z redno telesno aktivnostjo in zdravim načinom življenja. In recimo pri 80% ljudi je to dovolj in bolezen ne napreduje. Pri nekaterih bolnikih, recimo tipično pri kakšnih mogoče malo starejših, tistih, ki imajo tudi komorbidnosti, pa ta bolezen kljub temu napreduje. Takrat pa pridejo v poštev drugi načini zdravljenja, tipično so to bolj operativni načini zdravljenja, recimo zdravljenje z resignacijskim spodbujevalnikom, kasneje z mehansko podporo in na koncu transplantacijo srca. Vendar v zadnjem času je pa vedno več bolnikov tudi, ki se lahko izdravi z matičnimi celicami. Gre za koncept zdravljenja, kjer skušamo regenerativno sposobnost srca, ki že je prisotna, spodbuditi in na ta način izboljšati krčenje srčne mišice. Zdaj, sam ta poseg v zadnjem času je relativno manj invaziven in tudi bolj rutinski, gre pa za to, da so za ta poseg primerni bolniki tisti, ki imajo manj prizadete srčne žile in bolj prizadeto srčno mišico, torej bolniki z neishemičnim srčnim popuščanjem. Na tak način lahko torej beležimo tudi izboljšanje bolezni pri teh bolnikih. To zdravljenje se lahko tudi ponavlja v rednih časovnih obdobjih in v zadnjem času se tudi na svetovnem nivoju počasi uvršča v smernice, je pa še vedno zaenkrat to del raziskav multicentričnih mednarodnih, ki preizkujejo to zdravljenje pri bolnikih s srčnim popuščanjem.